Z razvojem družbe se je spremenil tudi odnos do invalidnih oseb in oseb s posebnimi potrebami. Od leta 1992, 3. december, obeležujemo kot Mednarodni dan invalidov in oseb s posebnimi potrebami. Ja, osebe s posebnimi potrebami pa nas opredeljujemo kar glede na zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki je šel leta 2000 oziroma ki je bil sprejet leta 2000, tako da imamo 9 skupin teh oseb. Na njih sloni tudi naš pravilnik za študente s posebnimi potrebami. Eno manj imamo, ker zaenkrat še ne vključujemo študentov, ki bi imeli motnje v duševnem razvoju, vse ostale skupine pa ostajajo. Tudi Univerza na Primorskem obiskuje nekaj študentov s statusom oseb s posebnimi potrebami. Univerza na Primorskem ureja status študentov s posebnimi potrebami, med katere lahko uvrščamo tudi študente invalide, ali kot jih po zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami imenujemo, torej gibalno ovirane osebe. Predvideva pravilnik, ki ureja njihov status. V okviru tega pravilnika so urejene pravice, ki jih lahko študent, ki ima status študenta s posebnimi potrebami, koristi. Na ta način jim zagotavljamo tudi boljši dostop ali večji dostop do kakovostnega izobraževanja. Zagotavljanje kakovostnega izobraževanja pomeni tudi večje možnosti za dobro zaposlitev, za njihovo samostojnost in izražanje potencialov, ki jih imajo. Na nivoju fakultet pa je poskrbljeno tudi za svetovanje in pomoč pri študiju. Tako, posebej usposobljenih ljudi pravzaprav nimamo, imamo pa visokošolske učitelje, ki so pripravljeni kot tutorji pomagati študentom s posebnimi potrebami in vsaka članica ima takega tutorja, tako da se študent pravzaprav lahko nanje obrne. Ni dovolj, da z invalidi in osebami s posebnimi potrebami sočustvujemo, potrebno pa je stopiti korak naprej, se soočiti in seznaniti z njihovimi težavami ter tako preseči razlike. V bistvu najpogostejše ovire, nekaj je teh čisto fizičnih, ampak najpogostejše ovire so pa tiste v glavah. Se mi zdi, da še zmeraj smo prepolni predsodkov in da kadar nekdo sliši, da bo imel opravka s študentom, recimo s posebnimi potrebami, najprej pomisli na to, da nečesa ne bo zmogel. Namesto, da bi najprej morda pomislil, recimo profesor ali pa lahko tudi vrstnik, sošolec, kolega, kaj zmore, s čem se lahko odlikuje. To so večinoma neverjetni borci, ki so uspeli v bistvu že čez ves proces recimo izobraževanja prideti z vlaganjem veliko truda, veliko dela, veliko volje, odrekanja tudi, tako da večinoma mislim, da tukaj ni problem zmožnosti, ampak dejansko ustvarjanja enega spodbudnega okolja za te študente, v katerem bodo zmogli pokazati svoje spretnosti, potenciale.